Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bom odgovarjala na vprašanje gospe, ki je ta trenutek na bolniški zaradi izgorelosti, tam pri 50 letih, enostavno ne zmore več in mi je pač napisala vse to, kar se ji je dogajalo. In mogoče tudi vi poznate koga, ki enostavno ne more, sploh za ženske, tale video, za ženske, ki so tam okrog 50. leta, od 45. do 55. leta, ko se dogajajo hormonske spremembe, hkrati je pa to najbolj naporno obdobje vsake ženske. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker po eni strani ima verjetno, če ima otroke v puberteti. Otroci se počasi osamosvajajo in vemo, da je takrat že tako za otroke in za starše naporno obdobje. Potem druga zadeva. Pogosto se zgodi, da poti s partnerjem ali pa očetom otrok grejo, vsak pač grejo na razin, se pravi, se tukaj ukvarjamo potem še z drugo vezo oziroma s prejšnjo vezo, kako postaviti življenje naprej. Pogosto so tukaj še ostareli starši in naporna služba, kjer so pač seveda vodilna mesta prevzeli mladi ljudje in polni novih idej. In ta pridna punčka, ki enostavno ni vajena govoriti o svojih čustvih, ni vajena postavljati meje, ni vajena povedati ne zmorem, na njo se samo nalaga. In zdaj, če pogledamo, splošna nemotiviranost, tako v službi kot doma, občutek, da se ne smem usesti in ne delati, skrb za vse člane družine, kljub telesni izčrpanosti, pač moram poskrbeti za vse okrog sebe. In potem naprej, potem pa telo začne protestirati, težave s ščitnico, težave s kilogrami, refluks, megla v glavi, nočno potenje, tudi čez dan potenje. V glavnem, kaj telo sporoča taki ženski, ki je enostavno na robu pameti na konec koncev. Ni samo na robu izgorelosti ali pa je že tam, ampak enostavno ima občutek, da se ji meša. Zdaj pa poglejte, kje začeti. Prva zadeva, seveda, treba se bo vzeti nekaj časa za sebe, iti k zdravniku in vzeti time out. Se pravi, bolniško za 3 tedne, da se pod prvo človek naspi. To je prva zadeva. Ker če se ne moreš, se veste, definicija norosti je delati eno in isto in pričakovati drugačne rezultate. Se pravi, če želimo drugačne rezultate, moramo nekje presekati rutino, da zadihamo in šele potem lahko rešujemo zadeve. To je to, recimo podobno kot utopljenec, ki se utaplja. Prvo potrebuje zrak, da pride do zraka, da lahko sploh diha. No, to je zdaj prva zadeva. Zdaj pa, če je že tako izgorela, da se ne more niti naspati, pomeni, da je to potem takoj naslednja točka podpreti telo z vitamini. In tukaj pač ni druge, kot da poskrbi za aminokisline. Jaz sama uporabljam shake, se pravi 22 aminokislin, uporabljam omega 3, uporabljam C vitamin in sploh za žensko, ki je pač v tem času sprememb, potrebuje večje količine A vitamina, večje količine B vitamina, zato ker stresni hormon, glejte, se nalaga, stres nalaga in celični spomin ne da spušča potlačeni stres, ampak ga samo kopiči. In to se potem odraža kot kopičenje maščobe na trebuhu, ne more shujšati, ker seveda zadaj delujejo hormoni. No in zato bi bilo potrebno zvečer shake, jesti čim bolj beljakovinsko hrano, se pravi tukaj že za zajtrk, da ne da zajtrk začne, ne vem, žemljicami in tako naprej, ampak, ne vem, za zajtrk jajce, dopoldanska malca orehi, pa kakšen jogurt, avokado, dobre maščobe, za kosilo, ne vem, piščanec, puran, ribe, zelenjava, solata, popoldanska malca, ne vem, lahko tudi zmrznjeni gozdni sadeži z jogurtom, skuto in za večerjo predvsem beljakovine oziroma shake. Pač pomembno bi bilo red vnesti v svojo prehrano, 5 obrokov, vmes 2 uri pa pol nobene hrane, nobenega grickanja. Zaradi tega, da pod prvo začne sodelovati z nami
trebušna slinavka. Trebušna slinavka je pa povezana s hormonom lakote. Se pravi, da se nam zmanjša ta želja, ko bi jaz zdaj nekaj popapcala. Mečken čokolade, en sladoledek, eno to, eno uno in na koncu si kot vzhajan kruh. Zato je tako pomembno, da začetek. Se pravi, spat pa jest. To sta zdaj dve ključni zadevi in sploh, če zvečer ne moreš zaspati, kar je zaradi stresnega hormona in nakopičenega stresa v telesu, se lahko dogaja, da enostavno telo se ne more umiriti. Pomeni, da zvečer nujno potrebuješ beljakovine in za vse tiste dame, ki ne morete zaspati, dajte pred spanjem popiti pol vrečke šejka. In boste videli, kako se bo vaše telo kar naenkrat umirilo. Zdaj pa spet zakaj? Ker ima noter magnezij, šejk, ker ima aminokisline, ker ima noter triptofan. Triptofan je pa aminokislina, ki v telesu proizvaja hormon sreče. Hormon sreče nas pa umirja od znotraj. Pač naše telo, ja, je živa zadeva in ga je potrebno podpreti. Kaj bi jaz vzela v tem primeru, če bi bila v tej koži? Minimalno, kar bi vzela, je sigurno Pro-Vitality Plus pa šejk. Zdaj tisto, kar bi pa seveda mogoče magnezij posebej, C-vitamin posebej, omega-3 posebej in aminokisline. To je to za prvo, da bi začela se umirjati. Zdaj smo pa pri tretji točki. Do tretje točke pa prideš, ko si že mirna. Zdaj pa moraš priti do vzorcev, zakaj ne zmoreš reči nekomu ne. Zakaj ne znaš postaviti meje. Zakaj imaš ta program, moram biti pridna punčka, moram ugajati, moram narediti vse, da se dokažem, da sem pohvaljena in tako naprej. No, to so pa zdaj že vzorci. In če delate same svoje čiščenja, vsekakor vam bo veliko pomoč knjiga, ko imajo moški hormoni žur, ker v tej knjigi sem pisala odraščanje ob ranjeni mami. Se pravi, ko odraščamo ob ranjeni mami, ki je imela program od svoje mame, da mora vse potlačiti, da mora dati nasmeh na obraz, da se mora delati, da je srečna, čeprav v njej ona bi trgala, rjovela, če bi bila iskrena, ampak je njen program, moramo izgledati srečna družina. Moramo izgledati vsi srečni. In vsi si vemo, kako so naše mame bile vzgojene in ne nazadnje, kako smo bile mi vzgojene, te dame, ki smo zdaj okrog 50., 40., 60. leta. Bodi tiho, potrpi, pa bo že boljš. In vsi vemo, da s tem programom ni boljš, da je samo še slabš. Zato, ker na ta način mi naučimo ljudi okrog sebe, da je prav, da nam nalagajo delo, da je prav, da prevzemamo njihove odgovornosti, da je prav, da vsem ugajamo, samo sebi ne. Pač navadile ali pa programirane smo na to, da potlačimo svoja čustva. No in zdaj, če se to vam dogaja, pač začnite čistiti podzavestne vzorce. Zdaj mogoče rečete, pa se jaz to delam. Zdaj tam imam knjigo, ko imajo moški hormoni žur, ampak vam povem, da tudi jaz sem delala na osebni rasti od mojega, ne vem katerega leta, sigurno bolj aktivno od mojega 35. leta. Ampak dokler nisem prišla do tega, kako z molitvijo počistimo vzorce, po katerih delujemo, je bilo to samo tako, kot bi mešala neko smetano na vrh. Samo ponavljanje pozitivnih afirmacij mene ni pripeljalo nikamor. To, da sem si govorila v gledalo, srečna sem, srečna sem, srečna sem, v meni je bilo pa kot vulkan. In mi je glas rekel, pa dajno, komu lažeš? Veste? In ko sem si ponavljala pred ogledalom, vitka sem, pa sem kar puhtela od kilogramov, pa mi je rekel glas, pa daj poglej se v špegel, komu lažeš? Dokler nisem prišla do tega, da je zadaj program, in zato pišem knjige, Glejte, ko imajo čakre žur, to vzemite v roke, ali pa ko imajo moški hormoni žur. Te dve knjigi sta najbolj taki, ki vam bosta pomagali skozi te programe. In zdaj, če pogledamo, ta program je bil povezan s tem, moram potlačiti svoja čustva, moram ugajati za vsako ceno, tudi ta, moram biti pridna punčka, bojim se kritike, je bil en od mojih programov.
bojim se avtoritet in predvsem bojim se agresije drugih ljudi. Se pravi, ko je nekdo povzdignil glas na mene, sem se zmanjšala in seveda vse naredila zaradi tega, da ne bi ponovno prišla do te agresije. Tako da ja, verjemite mi, da tukaj noter je večje delo, ne? Da ni pomembno, pač že prideš do tega, ja, sem preutrujena, sem na robu izgorelosti, ampak naprej pa pomaga zdravilna molitev dekodiranja. In kje začnemo? Odpuščanje. Mogoče za začetek mami, odpuščanje očetu, odpuščanje družini, ker to so karmične vezi, odpuščanje šefici, odpuščanje partnerju, odpuščanje. Jaz vem, da v mojem življenju sem naredila prve korake naprej, ko sem odpustila. In vedno znova na svetovanjih vidim, ko ljudje pridejo k meni, vedno znova rečejo, ne, jaz sem vse odpustila. Jaz nimam nobene zamere. Ampak ko delamo mišični test, vedno znova mišični test pokaže, v duši nosim sovraštvo do te in te duše. Vedno znova je zadaj sovraštvo. Tako da, ja, nam reka, da je enostavno to delo, ampak je potrebno. Zato, ker zdaj, če se vrnem nazaj na to pismo, se pravi, kilogrami grejo gor, kilogrami pomenijo potlačeno čustva povezane s ščitnico, se pravi neizražanja, ščitnica deluje na limfo in jaz bi prej rekla, da ta gospa nima težave s prekomerno težo, ampak ima težave z otečenostjo, zastajanje vode v telesu. No, pri zastajanju vode v telesu seveda pomaga tudi to, da piješ zeleno na tešče in pri zastajanju vode seveda pomaga gibanje, vsakodnevna hoja, pri zastajanju vode seveda pomaga, da odpreš celično membrano in tukaj Provitelity Plus, ki ima noter olja, ki odprejo celično membrano. Potem naslednja zadeva, refluks. Odnosi grejo že na kozlanje dobesedno. Refluks pomeni vse to, kar je požrla, zdaj hoče priti ven. Megla v glavi pomeni absolutno hudo pomanjkanje B vitamina, hudo pomanjkanje E vitamina in predvsem potenje povezano s tem, da čustva, ta energijski obroč okrog nas se hoče sčistiti. In prej, ko se lotimo tega, lažje je, hitreje se sčisti vse skupaj. Tako da mogoče tudi povabilo za prednaročilo te moje nove knjige Hrana, ki zdravi dušo in telo, ker je hrana in ljubezen tudi za dušo. Noter so seveda tudi podzavestni programi, ki so povezani z določenim avtoimunim obolenjem, recimo kot je avtoimuno obolenje ščitnice, ker tukaj zadaj so podzavestni programi, ki blokirajo, da enostavno ne zmoreš iti naprej. Tako da v osnovi to je to, kaj ne rečem, danes bolj kratko sporočilo za vse tiste, ki vidite, da ste nekje tam, da bo treba nekaj spremeniti. Mogoče zdaj bom vzela roke knjigo, ko imajo čakre žur in jo bom odprla pri ščitnici, ker ščitnica je najbolj tista, ki je povezana s tem, kaj potlačimo. Zdaj, če gledamo, ščitnica pa podzavestni programi, samo mečkam, da pogledam. Vam bom raje drugače povedala. Zavedam se tega, kdo sem. No, mogoče za začetek preveri. Mogoče te je strah tega, da se pokaže, kdo ti v resnici si. In zavedaj se, da si ti bitje svetlobe. Dovoli sebi, da si radostna plesalka skozi življenje. In naslednje vprašanje moje je, mogoče imaš nekje v podzavesti program iz enega drugega življenja, da moraš biti sužnja. In če imaš ta program, ti boš sužnja vsem. In vedno si ti izpraznjena. In zavedaj se, da tvoja duša, ti kot ženska, ko prideš v čas menopavze, ko tvoje telo ne izgublja več energije skozi menstruacijo, želi priti do tega, da postaneš boginja na zemlji, ustvarjalka novega sveta. In ja, vem, da je včasih kar naporno. Tako da, če imaš te težave in če čutiš, da bi ta video mogoče nekomu koristil, deli ta video naprej, napiši komentar, mogoče tudi ideja za kakšen naslednji video, ampak predvsem
Loti se podzavestnih prepričanj in boš videla, da kako naenkrat se bo tvoje energijsko telo razbremenilo, hkrati pa tudi tvoja duša. Tako da uživaj, vse dobro ti želim in se vidimo kmalu v naslednjem videu.